Leto je tako hitro naokrog in ponovno se srečamo tu pri Avseniku, ko spet praznujete. Letos praznujete že 55. rojstni dan. Je to tako? Drži, letošnji večer je v znamenju petic. In sicer 55. rojstni dan, 5. natečaj Najpolke Gorenjca in seveda Radio Gorenjc čista petka vedno. In kdo vse posluša Radio Gorenjc? Kot vemo, je tale dvorana bila zelo hitro razprodana. Ja, žal je dvorana sicer po eni strani najbolj primerna za dogodek, kot je ta, ki je pač seveda nekoliko bolj narodno zabavno obarvan in boljšega prizorišča verjetno ni. Po drugi strani je pa nekoliko majhna za vse tiste, ki bi radi prišli in žal je vsako leto seveda prezgodaj pač se hitro razproda. Poslušalci, pa če odgovorim na vprašanje, kdo se nas posluša, vsekakor imamo mi same mlade poslušalce in sicer dve skupini, mladi po letih in mladi po srcu. Kaj si želite v naslednjih prihodnjih letih za sam Radio Gorenjc? V prvi vrsti naj ostane še naprej najbolj poslušana gorenjska radijska postaja, tako kot je zdaj že dolga leta. To je seveda za nas konec koncev največji dokaz, da delamo pravilno, da delamo dobre stvari, da naš trud ustvarjanja veselega programa ni za manj. To je konec koncev najlepše darilo in prej kot ne edina želja tudi za naprej. No in seveda, če ne bi bilo ekipe, ki jo imate, verjetno ne bi bilo to tako, ne bi bilo toliko poslušalcev, ne bi bilo toliko programa. Vsekakor včasih bi si želel, da bi ljudje videli, kako program nastaja, brez najbolj pridnih punc in fantov, ki ustvarjajo program vsak dan v letu, sobote, nedelje, praznike, program, ki teče 24 ur na dan, 365 dni na leto. To je pravzaprav Radio Gorenjc in nič drugega. Urša Mlakar, lahko bi rekla alfa in omega današnjega večera, kljub temu, da si povezovalka, si tudi organizatorka. Ti je kakšen siv las izrasel zdaj v teh dneh? Mislim, o sivih laseh ne bi, ampak ja, ni pa mačji kašelj, no. Ampak če se praznuje rojstni dan, se ga praznuje v stilu. Kot je povedal direktor, že 5. leto zapored izbirate Najpolko. Kdo se bo letos pomeril tukaj na odru? Ja, izmed vseh prijavljenih pa moram reči, da jih je bilo ogromno. Je komisija izbrala 7 kandidatov, 7 ansamblov in 3 finalisti so ansambl Norival, ansambl Dormacajc in pa ansambl Galop. Lahko izdaš, kakšen bo potem program, ki bo potekal skozi cel večer? Ja, pričnemo ob 19. uri, seveda sledi pozdrav ekipe Radia Gorenjc, potem sledi tista jutranja peškarija, da se malce nasmejemo, ne, za prvo dozo smeha bo torej poskrbel Peška, potem sledi Najpolka Gorenjca, vsi 3 ansambli se bodo predstavili, znam pa bo tudi zmagovalec Najpolke Gorenjca, moramo opozoriti, da letos je to že 5. leto zapored, potem sledi še kakšen sladkorček, kakšen humoristični skeč, pa 101 pride, pa Dejan Vunjak, skratka, zabava, da se reče. Upamo, da se bomo lepo zabavali, da bomo lepo proslavili teh 2 petk in da boste veselo skočili naprej v 5-6. Hvala lepa za te prijazne želje. Vsekakor pa je prav, da gledalci tudi vaši vejo, da Radio Gorenjc ni samo najbolj poslušana in najstarejša radijska postaja na Gorenjskem, ampak tudi zadnja in še edina neodvisna svobodna radijska postaja, ker ta panoga je postala zelo neprijazna in sta pač sosednji radijski postaji, kot verjetno že veste, pred časom šli lastniško pod okrilje Radia 1, mi pa se zaenkrat ne damo in vztrajamo naprej. Upamo, da bo to uspevalo še mnogo let. Vsekakor se bomo trudili. Z zvestimi poslušalci in z zvestimi oglaševalci nam bo to vsekakor uspelo.